Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vabimo vas k ogledu nove oddaje Zdrav pozdrav. Informativno-izobraževalna oddaja Zdrav pozdrav je namenjena prikazu primerov dobrih praks iz Pomurja, s katerimi želimo gledalcem približati številne vsebine, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskega sloga in dvigu kvalitete življenja prebivalcev naše regije. Skozi oddaje se bomo dotaknili različnih tem s področji prehrane, gibanja, socialne vključenosti, zdravega in aktivnega staranja, aktivne mobilnosti, trajnostnega turizma ter povezovanja različnih organizacij, podjetij, društev in posameznikov iz naše regije z namenom izboljšanja zdravja naših prebivalcev. Oddaja Zdrav pozdrav bo na sporedu enkrat mesečno ob ponedeljkih, vsebovala pa bo prispevke iz različnih aktivnostih in dogodkih, ki se odvijajo v naši regiji in drugod. V prvi oddaji smo tako za vas pripravili prispevke s področji prehrane, gibanja, socialne vključenosti in zdravja. Dogodki, ki bodo predstavljeni, so se sicer zvrstili že nekaj časa nazaj, vendar so zaradi svoje vsebine in namena še vedno aktualni. V prvem prispevku je tako prikazan primer vključevanja vrtčevskih otrok in njihovih družin v številne skupne aktivnosti, kot so družinska srečanja z vadbami ter kulinarične delavnice, ki so bile namenjene njihovemu ozaveščanju o zdravi in primerni prehrani ter zadostni telesni dejavnosti. Omenjene aktivnosti so se izvajale v mednarodnem, leto in pol trajajočem programu On the Move, v katerega so bili vključeni tudi 3 pomurski vrtci, in sicer vrtec Murska Sobota, enota Romano, vrtec Moravske Toplice ter vrtec Cezanjevci, kjer je tudi potekala zaključna prireditev vseh udeležencev programa iz 6 držav in kjer je nastal naslednji prispevek. Zdravje velja med posamezniki in družbo za najpomembnejšo vrednoto življenja, 2 segmenta, ki k temu pripomoreta, pa sta zagotovo zdrava prehrana in redna telesna dejavnost. V zadnjih nekaj desetletjih se vsa Evropa, vključno Slovenijo in regijo Pomurje, bori z javnozdravstvenimi problemi, kot so prekomerna telesna teža, debelost in pomanjkanje telesne dejavnosti, zato je še toliko bolj pomembno javnost o tem na pravilen način informirati. Stanje v Pomurju je na nek način slabo, saj smo na repu Slovenije. Tudi najnovejši podatki po zdravju v občini, ki jih nam posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje, govorijo o tem, da je Pomurje, predvsem občine na Goričkem in pa ob meji, da so otroci zelo slabo telesno dejavni, da je njihova gibalna sposobnost slabša kot v ostali Sloveniji. Praktično zadnjih 10 mest zasedamo na žalost v Pomurju. Tako da stanje bi lahko bilo boljše. Ključno pri osveščanju je, da s tem začnemo že pri najmlajših, ter jim tako privzgojimo ustrezne navade glede telesne dejavnosti in zdravega načina prehranjevanja, ki jo bodo skozi obdobje odraščanja še dodatno razvijali in nadgrajevali, pri čemer igrajo ključno vlogo tudi starši. Načinov je verjetno več. Na Centru za zdravje in razvoj poskušamo v okviru našega delovanja vplivati na spreminjanje navad. Vsi vemo, da je to dolgotrajen proces, poslušujemo se različnih tehnik, metod, programov, financiranj, kakorkoli, da bi z različnimi aktivnostmi, z različnimi strokovnjaki, ki jih nekako mrežno povezujemo, vplivali na to, da bi predvsem starši, ko gre za otroke, imeli dovolj informacij o tem, kaj je primerna prehrana, kje jo pridobiti, da ni preveč draga, kajti gledamo tudi seveda na družinske proračune, in pa kako jo servirati, kako otroke pripraviti do tega, da se bolj pravilno prehranjujejo, da bi imeli več gibalnih navad in mogoče ti 2 stvari, če bi s tem začeli redno, bi že mogoče kaj pripomogli k temu, da se ta trend izboljša. Nedvomno je eden izmed takšnih ukrepov tudi projekt On the Move, ko so vključeni strokovnjaki iz gibanja, z prehrane, z vrtcev, šol, in ko se mi vsi skupaj sedemo za mizo, ko predebatiramo, da najdemo skupne rešitve, mislim, da je potem tisto prava pot tudi za prihodnost, torej sodelovanje med strokovnjaki in seveda tudi z starši. Posebno pozornost prehrani in telesni dejavnosti namenjajo tudi na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota, kjer so v preteklih mesecih ravno zaključili številnimi aktivnostmi v mednarodnem projektu On the Move, v katerega so bili vključeni 3 pomurski vrtci. V vrtcah in šolah se namreč pojavlja veliko slabosti, ko je govora o telesni dejavnosti in zdravi prehrani. Največja slabost je ta, da se gibalne sposobnosti iz leta v leto nižajo. Zakaj se pa to niža?
verjetno, da pomanjkljaj gibanja za starši na prostem, enostavno so te računalniške igrice in tehnologija povezana s temi dejavnostmi osvojila otroke in pomanjka čas za gibanje. Otroci so torej tista ciljna skupina, ki je treba privzgojiti zdrave prehranjevalne navade, hkrati pa jim biti tudi dober zgled. Kot nam je povedal podžupan občine Ljutomer Janko Špindler, kamor spada vrtec Cezanjevci, ki je bil vključen v projekt On the Move, se zavedajo pomena zdravega načina prehranjevanja in telesne dejavnosti, zato se v občini temu še posebej posvečajo. Ja, gledajte, zdaj občina Ljutomer zelo veliko posveča pozornosti sami gibanju, športnemu gibanju in pa seveda tudi zdravi prehrani. Predvsem pri športnem gibanju spodbujamo delovanje športno-rekreativnih društev in pa seveda vseh športnih društev, saj imamo v ljutomerski občini kar 56 športnih društev, ki delujejo. In preko letnega programa športa, ki ga imamo v razpisu, tam tudi sofinanciramo 2/3 cene telovadnice, se pravi, da društva plačajo samo 1/3 in s tem tudi spodbujamo društva, da se rekreirajo v zimskem času in pa seveda tudi v poletnih mesecih. V okviru projekta On the Move, ki se je poleg Slovenije izvajal še v 5 drugih državah, so torej zaposleni na Centru za zdravje in razvoj skupaj s številnimi strokovnjaki izvajali kulinarične delavnice za starše in otroke, družinska srečanja, kamor so bili poleg otrok vabljeni tudi njihovi starši, stari starši, bratci in sestrice, ter vadbe v vrtcih, ki so jih pod mentorstvom športnih pedagogov otroci izvajali 2-krat tedensko. Vse te aktivnosti so prinesle veliko novih spoznanj tako otrokom in vzgojiteljicam v vrtcih, kot tudi staršem teh otrok. Naš oddelek otrok, 18 otrok predšolskih, je sodelovalo to leto v projektu On the Move. Moram reči, da so otroci zelo uživali. Uživali so predvsem v spoznavanju novih spretnosti, kot so preval nazaj, most, stoja, ogromno so plezali, plazili, poskoke izvajali, se igrali elementarne igre, štafetne igre. Moram reči, da so gibalno zelo napredovali. Glede prehranjevanja pa smo izvedli kar nekaj kulinaričnih delavnic, pri kateri so starši kar nekako se ozavestili glede nakupa prehrambenih izdelkov, kateri vsebujejo ogromno tega nezdravega sladkorja, pripravljali smo se zdrave prigrizke. Skratka, projekt On the Move nam je prinesel veliko novega. Že omenjene aktivnosti so izvajali tudi na Hrvaškem, ki so bili sicer vodilni pri projektu On the Move. Kot je povedala Aleksandra Ličanin, koordinatorica projekta On the Move na Hrvaškem, je bilo povezovanje družin in spreminjanje navad staršev ključnega pomena, saj le tako lahko otrok pridobi zdrav življenjski slog. Pa to radimo kroz projekt On the Move. Mi smo obuhvatili njime ne samo djecu, nego i cijele obitelji. To delamo skozi projekt On the Move. V njem smo povezali otroke in njihove družine, z otroki smo 3-krat tedensko trenirali atletiko, gimnastiko in plavanje, to so osnovni športi. V Međimurju smo z 200 otroki delali na 4 lokacijah, v mestih Čakovec, Prelog in Mursko Središče ter v občini Nedelišče. Projekt je sedaj pri koncu. Z družinami pa smo se 2-krat na mesec ob vikendih družili ob športnih igrah in kulinaričnih delavnicah. Tako smo vse združili v eno. Prepričani smo, da je treba imeti znanje, da bi lahko kaj spremenili. Informacija pa ni znanje. Do tega smo z družinami prišli, torej ko poznamo stvari, ko poznamo ozadje, potem lahko lažje spremenimo lastne navade. To, kar smo dosegli v projektu, je, da so družine postale telesno bolj dejavne, spremenili smo način razmišljanja staršev, ki so sedaj vzor svojim otrokom, naši otroci pa so po izteku projekta izrazili željo, da bi se še naprej ukvarjali z nekim športom. Torej, utrli smo pot nekim novim navadam, zdravim življenjskim navadam. I nakon što projekt završi. Dakle, mi smo dobrano utrli put nekim novim navikama, zdravim životnim navikama. Projekt On the Move je številnimi aktivnostmi pokazal, na kakšen način je mogoče spremeniti oziroma izboljšati življenjske navade,
hkrati pa jih privzgojiti že otrokom, saj se je tudi v okolici izkazal kot primer dobre prakse. Druga tema oddaje je namenjena zdravstvu ter naprednim izdelkom in storitvam na področju medicinske opreme in tehnologij, kar je bilo predstavljeno na mednarodnem sejmu sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni. Sejem kot primer dobre prakse namreč vsako leto na enem mestu združi distributerje in proizvajalce medicinskih pripomočkov ter strokovno in laično javnost ter jim tako omogoči bližnji vpogled v novosti na tem področju. Sejem kot pobudnik povezovanja različnih ustanov, posameznikov in proizvajalcev pomembno prispeva k informiranosti o novostih v zdravstvu, kot tudi prepoznavnosti pomurske regije in širšega slovenskega prostora na evropskem sejemskem zemljevidu. Mednarodni sejem sodobne medicine, ki je potekal v okviru Pomurskega sejma in je bil organiziran v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLOMED, je letos pomladi že drugič zapovrstjo odprl svoja vrata. Sejem Medical je ponudil edinstveno priložnost za predstavitev naprednih izdelkov in storitev na področju medicinske opreme in tehnologij, farmacije, alternativnih oblik zdravljenja, preventive in zdravega bivanja. Ja, sejem Medical pomeni za pokrajino ob Muri zelo veliko. Saj se tukaj sreča ponudba in povpraševanje po medicinskih pripomočkih, opremi, inštrumentih. Sreča se tudi velika mednarodna sfera, bom lahko rekla, ali dogajanje. Saj imamo vsako leto deželo gostjo, letos je bila Velika Britanija in to pomeni, da vseeno je Slovenija in tudi pravzaprav to naš kraj, kjer se to dogaja, pomembna za mednarodne ponudnike. Za nas, prebivalce ob Muri, pa pravzaprav pomeni to, da lahko na enem mestu opravimo marsikatero zanimivo storitev, ki jo sicer moramo počakati v bolnišnici ali pa v zdravstvenem domu na vrstni red. In ne nazadnje tudi nam dajo strokovnjaki iz prve roke lahko informacije o tem, kako poskrbeti za svoje zdravje, pa tudi kako poskrbeti zdravje za svoje najbližnje. Na razstavnem prostoru v Gornji Radgoni se je javnosti v nekaj dneh predstavilo 150 razstavljavcev najsodobnejše medicinske opreme iz 13 različnih držav, država partnerica letošnjega sejma pa je bila Velika Britanija. Pri pripravi Medicala so že drugo leto zapored sodelovali tudi člani združenja SLOMED. Ja, sam medicinski sejem je bil že ustanovitvena želja združenja. To se pravi, od same ustanovitve smo želeli ponovno oživiti po, mislim, da več kot 10 letih, tako obliko sejma, pri čemer smo, tako kot smo že danes velikokrat poudarjali, želeli vključiti bolj aktivno tudi laično javnost. Zato smo vsega začetka od ustanovitve iskali partnerja, ki bi bil primeren za organizacijo tega sejma skupaj z nami. Zaradi tega, ker je združenje še relativno malo in sami nismo imeli resursov, da bi se ga lahko čisto samostojno lotili. Zato tukaj res velika hvala Pomurskemu sejmu, ki je praktično v veliki meri prevzel breme te organizacije. Mi ostajamo tukaj kot ena strokovna nota, moralna in strokovna podpora v sami organizaciji. Vsebinski poudarki letošnjega sejma so temeljili na inovacijah in novih tehnologijah v zdravstvu, v celostni obravnavi pacienta, sodobni rehabilitaciji ter proaktivni skrbi za zdravje na delovnem mestu. Posebna pozornost pa je bila posvečena tudi ozaveščanju o zdravem načinu življenja v vseh življenjskih obdobjih, kjer pa je še prostor za nadgradnjo. Jaz sem prepričana, da imamo tukaj še kar dosti odprtih možnosti, da več govorimo o zdravem načinu življenja, zdravem načinu prehranjevanja in to je pomembno za vsakega od nas. To se pravi od najmanjših, od otrok v vrtcu in zato smo tudi številne otroke iz vrtca povabili na sejem, naj pridejo si sejem ogledati in jih tudi organizirano popeljali po sejmu do osnovnošolske in srednješolske mladine. Želimo jim pravzaprav pokazati, kako naj zdravo živijo, kako naj se zdravo gibajo, čim več gibanja, čim bolj zdrava prehrana in ne nazadnje tudi nasmešek na ustih pomeni tudi dosti zdravja. Ob tem pa moram poudariti, da smo tudi pripravljali, imamo kuhinjo, to se pravi neke vrste tradicija našega sejma je, da imamo tudi
kuhinjo, kjer vsak dan izkuhavamo neke jedi, ampak te samo za degustacijo obiskovalcem. To se pravi od veganske, vegetarijanske, tradicionalne kuhinje in z domačimi lokalnimi proizvodi, jo to sestavljamo te jedilnike. Iz sejemske kuhinje je vse dni prijetno dišalo, tam so se namreč pripravljale zdrave in okusne jedi. S posebno delavnico o sladkorjih so na sejmu sodelovali tudi zaposleni na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki so skupaj s kuharico Lili Šiftar poučevali in informirali obiskovalce o lastnostih sladkorja, njegovih zdravih nadomestkih ter pravilnem prebiranju deklaracij na posameznih živilih. Posebno pozornost so namenili tudi pripravi zdravih sladic ter nasploh ozaveščanju o zdravem prehranjevanju in spremembi slabih prehranjevalnih navad, kuharica pa je obiskovalce seznanila tudi z razliko med enostavnimi in sestavljenimi sladkorji. Razlika med enostavnimi in sestavljenimi sladkorji je v presnovi tega sladkorja. Enostavni sladkorji, kamor spada bel rafiniran sladkor, se praktično nima, ima neko minimalno, ampak praktično nima prehranske vrednosti in gre takoj v kri. Medtem ko sestavljeni sladkorji rabijo več časa, da se presnovijo v telesu, in med tem časom, ko se razstavljajo v telesu, telo lahko počrpa ven tiste prehranske vrednosti, ki jih imajo sestavljeni sladkorji. Razlika je torej samo v presnovi. Sejem je poleg številnih razprav, konferenc in seminarjev o učinkovitem javnem naročanju, demenciji, depresiji, zdravem staranju in sonaravnem bivanju ponudil tudi udeležbo na brezplačnih preventivnih pregledih. Poskrbljeno je bilo tako za medicinsko osebje in strokovne delavce, kot tudi za splošno javnost. Ja, zagotovo. Pohvalno se moramo izraziti, da je prisotnost medicinskega osebja in zdravstvenega osebja zelo dobra. Saj je bolnišnica Murska Sobota prisotna, srednja medicinska šola prisotna, UKC, Maribor, potem so tukaj fakultete, višje zdravstvene šole in to so sami strokovnjaki, ki nam lahko iz prve roke dajo informacije in nam lahko svetujejo, kako. Potem so pa tudi številna društva, ki združujejo različne bolnike z različnimi boleznimi in nenazadnje tudi ti lahko pomagajo tistim, ki mogoče se soočajo s kakimi težavami ali pa tudi pomagajo tistim, ki iščejo pomoč, kako se združiti, kako dobiti informacijo. Tako da pravzaprav stroka ima zelo velik pomen na tem sejmu, kajti stroka pomaga nam laikom. V nekaj dneh je Medical ponovno na enem mestu združil strokovnjake z področja medicine ter proizvajalce in distributerje novih tehnologij in jih tako skozi številne dogodke in aktivnosti povezal z obiskovalci. Ker pa je sejem potekal že drugo leto zapored, sta bili organizatorjem tudi njegova priprava in realizacija nekoliko olajšani, zato so lahko več pozornosti namenili njegovi nadgradnji. Socialna vključenost je tretja tema, ki smo ji v prvi oddaji posvetili pozornost. V Martjancih in v Mariboru se je namreč izvajal projekt Zvitorepec, ki je skrbel za socialno vključenost invalidnih oseb. Projekt, v katerem so udeleženci izdelovali lutke in se kulturno udejstvovali, je bil zasnovan po stripovskem junaku Zvitorepcu, ki ga je ustvaril Miki Muster, pionir slovenskega animiranega filma in stripa, sicer pa rojeni Prekmurec. Ustvarjeni izdelki in predstave so bile ekskluzivno predstavljene le v tem projektu. Nadaljevanje aktivnosti v povezavi z Mustrovimi nesmrtnimi junaki Zvitorepcem, Lakotnikom, Trdonjo in Gulikožo bomo lahko v naslednjem letu še videli. Zavod Razvoj Maribor, Razvoj podjetniških idej invalidov in Turistično društvo Martin Martjanci sta vse od septembra preteklega leta sodelovala v skupnem projektu Zvitorepec, ki je svojo nepridobitno dejavnostjo skrbel za socialno vključenost invalidnih oseb. Udeleženci so na lokacijah v Mariboru in Martjancih v 5 sklopih ustvarjalnih delavnic izdelovali lutke po vzoru stripovskega junaka Zvitorepca, ki so jim služile pri uresničitvi ciljev projekta. Cilja projekta Zvitorepec sta predvsem dva. Prvi cilj je vzpostavitev prvega paragledališča v Sloveniji. Zdaj, da pojasnim pojem paragledališče. Paragledališče je gledališče,
pri katerem sodelujejo in delajo pretežno invalidi, invalidna populacija in osebe iz ranljivih skupin. Kaj to pomeni? To pomeni, da ustvarjajo vse vsebine, ki so potrebne za gledališko predstavo. Se pravi, od besedil do režije, do priodrskih tehnik, izdelujejo tudi rekvizite, lutke, vkolikor so to lutkovne predstave, kot boste videli. Se pravi, vse to je njihovo delo, zaradi tega se tudi imenuje parateater. Drugi cilj projekta je pa vzpostavitev, tako bi rekel, zaposlitvenega centra, ki temelji na proizvodnih dejavnostih in sicer zlasti na izdelavi lutk, igračk, spominkov in drugih predmetov na osnovi oziroma po predlogah Mikija Mustra. Projekt Zvitorepec je bil sofinanciran strani Kulturnega ministrstva Republike Slovenije in strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Je eden izmed redkih, ki je invalidom preko zaposlitvenega centra ponudil možnost zaposlitve tudi v kulturi, ne zgolj proizvodnji, kar koordinator projekta vidi kot dodano vrednost. Gotovo je prispevek tega našega projekta zelo velik, kajti z našim projektom želimo invalidom omogočiti, da se čim bolj aktivno vključijo v dejavnosti na področju kulture. Kajti naš projekt pred drugimi zaposlitvenimi centri oziroma oblikami zaposlitve odlikuje ravno to, da invalidom ponuja zaposlitev v kulturi. Zvitorepec je bil zasnovan na zapuščini Mikija Mustra, pionirja slovenskega stripa, ki je pred nekaj več kot 60 leti ustvaril stripovskega junaka Zvitorepca. Ta je s svojimi stripovskimi prijatelji Trdonjo, Lakotnikom in Guli kožo predstavljal rdečo nit projekta, tako so tudi udeleženci ustvarjali in izdelovali lutke po njihovih podobah. Ja, torej, glede na to, da je naš glavni cilj tega sklopa, da je predstava, seveda je bilo v prvem planu to, da izdelamo lutke in scenske rekvizite za predstavo. Poleg tega smo pa skozi proces poznavanja z različnimi materiali prišli do cele množice najrazličnejših lutk iz različnih materialov. Pri projektu so na delavnicah v Martjancih aktivno sodelovali tudi člani domačega turističnega društva, ki se tudi sicer skozi celoletne aktivnosti zavzemajo za medgeneracijsko sodelovanje ter vključevanje ranljivejših družbenih skupin v okolico. Torej, jaz sama imam takšno življenjsko izkušnjo, ki me je pripeljala do tega, da je treba pač tistim, ki rabijo pomoč za vključenost, nekako pomagati in jih tudi pač predstaviti širši množici, da tudi ti lahko zmorejo marsikaj, pa tega ne vemo. Zato smo se tudi v našem turističnem društvu odločili, da pristopimo k temu projektu tako, da nekako najprej pomagamo pri izvedbi, potem pa smo zaznali naše želje, da tudi sami lahko sodelujemo v tem projektu in zato smo pristopili pač tudi k delavnicam, izdelovanju lutk, tudi k pripravi predstave in vsega, kar je pač potrebno v tem sklopu dejavnosti, predvsem pa tudi k pripravi festivala, ki bo nekako pokazal celotno delo tega projekta. Kot rečeno, so v okviru Zvitorepca nastale 3 lutkovne predstave, in sicer predstavi oskrbovancev varstveno-delovnega centra Sonček iz Maribora z naslovoma Modri kralj Inus ter Časovni stroj, udeleženci skupine iz Martjancev pa so pripravili predstavo Sadno-zelenjavni raj. Več o predstavi pa njen režiser. V predstavi igra 5 animatorjev, je pa res, da imajo teh 5 animatorjev ves čas so zaposleni, tako da to je en lutkovni stroj, ki se bo zvalil čez gledalce. Za predstavi gre pa ravno za to, kar se tudi nam kot človeštvu trenutno dogaja, ne? Da normalna, ta klasična predelava nič več ne velja, zdaj moramo imeti Monsantova semena, moramo imeti torej bitka med naravno pridelano hrano in hrano, ki pač prihaja iz Zahoda in je gensko spremenjena.
Projekti, kot je Zvitorepec, so odlična priložnost za sodelovanje invalidov, hkrati pa so dokaz, da so tudi invalidi zaposljivi. Ravno zato bi morala celotna družba več pozornosti namenjati zmanjševanju neenakosti pri ranljivih družbenih skupinah ter jim tudi na to vrstne načine ponuditi možnost udejstvovanja v različnih družbenih sferah. Mene so kot otroka učili, da je vsak človek sposoben ustvarjalnega dela in mišljenja, glede na svoje zmožnosti in sposobnosti, in na tem probam, ne samo jaz, ampak vsi, ki sodelujejo v tem, tudi graditi. In rezultati našega dela dokazujejo, da je temu res. Ne glede na telesne ovire, na umske sposobnosti in zmožnosti, so sposobni ustvarjalno sodelovati in delati, najti svoj interes ali pa poiskati svoj interes, graditi svoje ambicije, želje in se vključiti v družbo, ker kulturno področje je področje, ki jim lahko dejansko omogoči vključevanje v širši krog družbe. Seveda, v tej smeri se da storiti ogromno. Glejte, v sklopu projekta Zvitorepec oziroma kot njegovo nadaljevanje se načrtuje vzpostavitev Zvitorepčevega festivala, kjer bi bili dejavni prav tako invalidi in osebe iz ranljivih skupin. Zvitorepčev festival je festival, kjer bi se na eni lokaciji združile vse prireditve in vse dejavnosti, se pravi od predstav pa tja do izdelave lutk, delavnice, kjer bi se ta projekt javno in zelo na široko predstavil širši javnosti. Ravno s vključevanjem invalidnih oseb in oseb iz ranljivejših družbenih skupin se bistveno izboljšuje tudi njihov življenjski slog, njihova samozavest in občutek sprejetosti. Zvitorepec je pripomogel tudi k novim prijateljskim vezem, izražanju ustvarjalnosti udeležencev ter njihovi boljši socialni varnosti. Tudi predstavniki projekta, ki so ves čas stremeli k temu, da bi nadomestili manko, s katerim se vsakodnevno srečujejo na področju zaposlovanja invalidov, so zadovoljni s končnim rezultatom projekta ter z vsemi aktivnostmi, ki so jih uspeli izvesti. S tem, kar se dogaja, sem navdušen. Nad samim pristopom, nad udeležbo, nad motiviranostjo in prepričan sem, ne da upam, ampak prepričan sem, da so tudi pridobili na osebni rasti. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Vabimo vas, da si ogledate tudi našo prihodnjo oddajo, ki bo v mesecu decembru. Takrat vam bomo predstavili pomen in namen zelenih parkov. 2 sta bila odprta v Martjancih in Prosenjakovcih v okviru čezmejnega projekta Green Exercise. Predstavili bomo 2-dnevno izobraževanje, ki ga je pripravil Center za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na temo skupnostnega pristopa v Radencih. Govorili pa bomo tudi o Svetovnem dnevu zdravja, ki sicer v Murski Soboti in drugod po državi poteka vsako leto meseca aprila, vendar so njegove vsebine in aktivnosti vedno aktualne. Vabljeni torej, da spremljate oddajo Zdrav pozdrav tudi v prihodnje. Do takrat skrbite zase in za svoje zdravje. Pa zdrav pozdrav do prihodnjič.